Vsak od nas je verjetno že kdaj v življenju izrekel besede "igraj se z mano" kot povabilo k druženju, skupni dejavnosti, povezovanju. V igri smo si ljudje pogosto veliko bolj enaki in enakovredni, v interakcije stopamo lažje in bolj sproščeno kot v ostalih življenjskih situacijah. Želeli smo, da naši otroci prihajajo iz sten ustanov, da se pokažejo v centru mesta, da pokažejo, kaj se naučijo, kaj znajo, kaj v bistvu zmorejo, ne pa, da jih nekako tretirajo družba ali tretiramo, kaj ne zmorejo in kje so hendikepirani. Vidimo, da vsako leto več ljudi, več otrok se udeležuje. V čem je stvar? Ne vem, jaz vedno znova ugotavljam, da Igraj se z mano ima eno svojo izjemno pozitivno konotacijo, eno magijo, ki začara vse in se nam pridružijo. In ko se nam pridružijo, pomeni, da inkluzija poteka. Ob dogajanju v Ljubljani so letos prireditve prenesli tudi v druge slovenske pokrajine. Koroška regija bo pokrita z dogajanjem v Muti, Gorenjsko regijo pa z dogajanjem na Jesenicah. Prav tako so poskrbeli za Štajersko regijo, kjer se prireditev dogaja v Mariboru. Prireditve, ki traja več dni skupaj, se je udeležilo veliko prostovoljcev, ki so s tem izkazali podporo projektu in predvsem pokazali, da še obstajajo mladi ljudje, ki imajo veliko srce in želijo pomagati. Povej mi, zakaj si sploh odločila, da boš prostovoljka? V bistvu sem jaz za festival prostovoljstva oziroma za mednarodni festival Igraj se z mano izvedela lani na faksu, ko so nam prišli predstaviti festival, zakaj se gre, pa kako poteka. In bolj so nas povabili, če bi hodili biti prostovoljci, da malo pripomoremo, ker pač prostovoljcev vedno primanjkuje. Zato sem se odločila, ker mi je pač fajn, da lahko pripomorem nekomu, da mu pomagam, da pač je dobre volje, da je vesel, ko nekaj takega izdeluje. Kaj ta izkušnja pomeni osebno zate? V bistvu se mi zdi, da lahko ob nečem takem zelo osebno napredujem, saj se spoznam druge, se pač pridobivam razne izkušnje v odnosih, se naučim mogoče boljše pogovarjati, prilagoditi s tistimi, s katerimi delam. Prostovoljcem so se letos pridružili tudi drugi. Letos imamo pa prvič tudi, in moram na tem mestu pohvaliti, se je odzvalo podjetje, ki je namesto, da ljudje delajo tisti dan in so zaposleni v podjetju, za isto plačo, za isto stvar delajo kot prostovoljci pri nas. To je tako imenovano korporativno volonterstvo, prostovoljstvo in to podjetje je Studio Moderna, v katerem se v tem trenutku imenu zahvaljujem za to njihovo gesto. In poleg prostovoljcev ter podjetij, ki so se udeležili prireditve, so projekt podprli tudi znani obrazi. Jaz sem tukaj v bistvu zdaj že 5. leto, tako da udeležil sem se tega iz preprostega razloga, da se malo podružim z mlajšimi od mene. Tisti, ki bi radi videli, kako to izgleda, so valjda dobrodošli, vabljeni sem. To se ustavilo ne bo samo širimo se. Letos je tudi v Mariboru, na Koroškem, pozabil sem že v katerih vseh mestih, ampak jaz ostanem pač v Ljubljani. Bi si pa mogoče recimo želel naslednje leto iti še v Maribor, pozdraviti ostale otroke pa tako naprej. Da se malo družim, da malo zarepam, da malo animiram, da hodim iz enega konca na drug. Tukaj recimo delajo, ne vem, ogrlce, pa neki spene, kakor vidiš, ampak še nisem se niti uspel pozanimati točen in pa sam tako hodim iz konca na konc. Mednarodno festivalsko leto Igraj se z mano poteka v okviru Zavoda za usposabljanje Janeza Levca in Društva za kulturo inkluzije. Igraj se z mano ni samo zdaj, ni samo ta trenutek, trudimo se, da bi se inkluzirali, vključevali čez celo leto skozi te dejavnosti, ki jih pač mi razvijamo.